Spoštovani gospod župan, spoštovani podžupan občine, spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta, prejemnice in prejemniki priznanj, spoštovani častni občan, občanke in občani, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni na praznični svečani seji občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Tudi na nocojšnji svečani seji bomo podelili občinska odličja. Ta so odraz hvaležnosti in priznanja za dobra, pogumna ter častna dela. V imenu občinskih svetnic in svetnikov nam bo zdaj v slavnostnem nagovoru spregovoril župan magister Alan Bukovnik. Prosim. Spoštovane svetnice in svetniki občinskega sveta občine Radlje ob Dravi, spoštovani podžupan, spoštovani župani sosednjih občin, župan občine Ribnica na Pohorju, gospod Srečko Geč, spoštovani župan občine Vuzenica, gospod Franjo Golob, spoštovani podžupan občine Podvelka, gospod Miran Pušnik, spoštovani podžupan občine Muta, gospod Milan Stramec, spoštovani svetnik občine Mislinja, ki danes zastopa župana Bojana Borovnika, gospod Marjan Križaj, spoštovana gospoda župnika, profesor dr. Ivan Rojnik in pa magister Jože Poljanšek, spoštovane predstavnice in predstavniki nagrajencev, spoštovani predstavniki gospodarstva, javnih podjetij, javnih zavodov, društev, spoštovane sodelavke in sodelavci, spoštovane občanke in občani. Prav lepo pozdravljeni na slavnostni seji občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Vsako leto, ko se približuje ta zadnji septemberski vikend, se približujejo tudi dogodki, s katerimi zaznamujemo praznik naše občine. Naša občina praznuje praznik tako, kot je nam povedal tudi naš zavetnik, sveti Mihael, torej zadnjo nedeljo v mesecu septembru, in tako je tudi občinski svet pred 16 leti sprejel odlok, v katerem je zadnjo nedeljo v septembru označil kot nedeljo, na katero praznuje občina Radlje ob Dravi. Kje se danes nahaja občina Radlje ob Dravi? Občina Radlje ob Dravi se danes nahaja v času, ko prehajamo v drugo, tako imenovano polovico finančne perspektive 2014-2020 in ko pričenjamo razmišljati in vedno bolj resno razmišljati in udejanjati tudi in pisati projekte za finančno perspektivo, ki prihaja 2021-2027. Zdaj stopamo torej tako imenovano drugo obdobje med leti 2019 in letom 2023, ko se zaključuje ta finančna perspektiva, v kateri nam je ostalo še kar nekaj projektov, ki smo jih zapisali na začetku te finančne perspektive za realizacijo. Letošnje leto je prvo leto po volitvah in vedno je prvo leto po volitvah namenjeno zaključevanju tistega, kar je ostalo z preteklega leta in pa seveda začetku novih projektov. Lahko povemo, da smo v letošnjem letu skoraj v celoti realizirali program, ki smo si ga zastavili na začetku leta. Nekatere stvari so končane, nekatere so v teku, nekatere se v teh dneh pričenjajo. Edina točka, na katero pa seveda tudi ne moremo vplivati neposredno, je projekt vodooskrbe, ki ga pelje skupaj 5 občin zaradi nesoglasij med državo in pa med izvajalci. Je prišlo do odhoda gradbinca iz gradbišča in sedaj pravzaprav vsi skupaj pričakujemo, kdaj bodo ti problemi rešeni in da bomo lahko nadaljevali z projektom in ga tudi, verjamemo, uspešno zaključili. Drugače pa se občina Radlje ob Dravi ozira v prihodnost, v katero je pravzaprav vložila že veliko truda, saj je pripravila veliko projektne dokumentacije za veliko projektov, ki so bili najsibo v okviru dogovora za razvoj regij, najsibo v okviru lokalne akcijske skupine, najsibo v okviru kohezijskih projektov, najsibo v okviru trajnostne mobilnosti ali energetskih sanacij, pravzaprav pripravila projekte, ki so ready to go in bodo seveda v prihodnjem obdobju ugledali luč sveta.
Naj pričnem pri gospodarstvu, ki ga tako zelo radi pohvalimo in se seveda tudi mi z njim pohvalimo, če se imamo s čim pohvaliti. In moram reči, da občina Radlje ob Dravi lahko reče, da je občina, ki skrbi za gospodarstvo, ki skrbi za razvoj gospodarstva, saj smo ravno v tem trenutku prejeli gradbeno dovoljenje in pa odločbo Ministrstva za gospodarstvo, za katero nam dodeljujejo skoraj 400 tisoč evrov denarja, evropskega denarja za gradnjo poslovne cone. Mi smo imenovali z dovoljenjem podjetja CNC P&K Pušnik, poslovno cono Pušnik, v katero bomo naredili nov dovoz iz obvoznice v poslovno cono. Občina Radlje ob Dravi je članica garancijske sheme, preko katere lahko na gospodarstveniki iz občine pridobivajo ugodna kreditna sredstva. Občina Radlje ob Dravi je članica štipendijske sheme, preko katerih lahko preko RRA-ja in občine in pa gospodarstva štipendirajo deficitarne kadre. Občina Radlje ob Dravi je članica projekta Vzhodna.si Univerze Maribor, kjer je skupaj z univerzo in z njenimi laboratoriji na voljo gospodarstvu za inovativne in druge projekte. Na področje sociale občina Radlje ob Dravi zagotovo sodi med tiste občine, ki daje velik poudarek področju sociale. Občina Radlje ob Dravi je zagotovo občina, ena redkih občin, kateri je pomoč na domu 1 ura za občana ali občanko, ki jo potrebuje, stane samo 2,5 evra. To je seveda odločitev občinskega sveta in hvala lepa, spoštovane svetnice in svetniki, za to, da ste to potrdili, da lahko omogočimo našim občankam in občanom tako dostopen servis, ki si ga pravzaprav zaslužijo. Občina Radlje ob Dravi je invalidom prijazna občina. Vsako leto izvedemo del akcijskega načrta, ki so nam ga sestavili svet, ki je za invalide v občini Radlje ob Dravi, ki ga sestavljajo vse invalidske organizacije. Občina Radlje ob Dravi je starejšim prijazna občina. Tudi tukaj imamo županov svet, ki vsako leto sprejme akcijski načrt in se izvajajo projekti. Občina Radlje ob Dravi je bila prva občina v Sloveniji, ki je uvedla projekt Prostoferja. V letošnjem letu se lahko pohvalimo z novim vozilom, s katerim tudi prostoferjev ni več strah voziti se po naših cestah. Gre za novo električno vozilo Volkswagena Golfa in tako tudi omogočamo varnejšo vožnjo in prevažanje naših občank in občanov. Občina Radlje ob Dravi je s pomočjo zasebnega zavoda Šent Združenja za duševno zdravje iz Maribora v Radljah ustanovila Zavod Radela. Zavod Radela je prvi zaposlitveni center na Koroškem, ki danes zaposluje že več kot 15 oseb z motnjami v razvoju in z invalidnostjo, tako da smo zelo ponosni, da takšen zavod nastal ravno v Radljah ob Dravi. V Radljah ob Dravi Združenje Šent za duševno zdravje iz Maribora deluje v okviru njegovega delovanja tudi dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju. Mi si prizadevamo z Združenjem Šent iz Maribora nadgraditi to naše sodelovanje in sicer z 2 projektoma. Želimo se prijaviti na projekt socialne vključenosti, ki tudi poteka preko Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, in pa želimo si vzpostaviti tudi bivalno skupnost za 4 do 6 oseb, ki bi lahko prebivale tudi v tem centru, ki ga nameravamo urediti. Potem govorimo o Sokolskem domu. V Sokolskem domu, ki ga bomo obnovili v naslednjem letu ali pričeli z obnovo v naslednjem letu, bomo uredili varstveno-delovni center. Čez cesto zraven gasilskega doma načrtujemo gradnjo bivalne enote oziroma zdaj po novem načrtuje to država, ki bo od občine odkupila zemljišče in zgradila 2 bivalni skupnosti od 6 do 12 oseb bo imelo možnost bivati, tako da bodo tisti, ki bodo delali v varstveno-delovnem centru, lahko v Radljah tudi bivali. Smo pri infrastrukturi, v kateri moram reči, da je veliko stvari povezanih z vodooskrbo, ampak tiste, ki pa so bile posamezno, pa so večinoma realizirane. To sta 2 cesti, najprej cesta na Svetih Treh kraljih in cesta Lakošej-Koležnikov most, ki sta skupaj dolgi več kot 4,5 km.
Potem pa smo še uspešni na seveda dogovor za razvoj regij za izgradnjo kolesarske steze, s katero želimo povezati Radlje z tistim delom kolesarske steze proti vasi. Zato smo že dobili odobrena, torej prijavljena sredstva v dogovor za razvoj regij. Mi sedaj pridno načrtujemo s projektanti skupaj, da bomo pripravili torej projekte. Potem, ko dobimo odločbo, bomo dobili gradbeno dovoljenje, odkupili zemljišča in pričeli z gradnjo te kolesarske steze. In pa še ena stvar je pri infrastrukturi. Občina Radlje ob Dravi mora še do leta 2021 oziroma 2023 urediti kar nekaj aglomeracij. In tudi za ta denar, tudi za ta sredstva smo pridobili sredstva tudi za te projekte smo pridobili sredstva iz dogovora za razvoj regij, torej evropska sredstva. Gre pa za ureditev kanalizacije v Zgornji Vižniki, pri Skali, pri Krapežu in pa proti Šentjanžu, proti Županku. Tako da tudi na tem področju bomo izpolnili cilje, ki jih je pred nas postavila z uredbo o odvajanju in čiščenju odpadnih voda država. Poleg tega pa nas čakajo še ureditev sadjarskega centra, ureditev centra Prosilve, za katerega smo pred 14 dnevi položili temeljni kamen in gostili tukaj v Radljah preko 70 strokovnjakov iz več kot 30 držav sveta, ki so se pogovarjali in snovali razvoj sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pa preidemo na kulturno dediščino. V teh dneh se pričenja obnova cerkvenega trga. Naslednji korak je pri kulturni dediščini obnova Marijinega znamenja in Kalvarije in potem še ureditev trškega jedra v celoti v Radljah ob Dravi. Veliko je še stvari, ki jih nisem zapisal in ki bi jih veljalo omeniti, pa vendarle z izjemno velikim veseljem in ponosom ugotavljam, da praznik občine Radlje ob Dravi res pomeni praznik. In skupaj, spoštovane gospe in gospodje, ga praznujemo tako, kot se praznika tiče. Z velikim veseljem in ponosom narejeno in pa seveda z velikim veseljem in ponosom z pogledom v prihodnost. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in pa seveda iskrene čestitke Radlje ob Dravi. Z nami so nocoj tudi gostje, ki jih je župan v nagovoru že pozdravil. Zato k besedi vabim župana sosednjih občin. Prosim. Spoštovane svetnice, svetniki občinskega sveta Radlje ob Dravi, cenjeni kolega župan in prijatelj Alan Pukovnik, župani sosednjih občin, podžupani, lepo pozdravljeni v imenu sosednjih občin in občine Ribnica na Pohorju. Zadolžili so me namreč, da spregovorim v imenu vseh. Nekoč smo bili enovita občina. Ljudje so hoteli nekako s svojim denarjem razpolagati bolj transparentno na svojem območju in so se odločili vsaka za svojo pot. Pa vendar, z veseljem in s ponosom tudi mi gledamo na to, kar dosegate v Radljah ob Dravi, zato ker se nismo čisto razdružili. Še vedno smo skupaj, še vedno živimo eno ob drugem in nekako poznamo, kdo kaj počne v teh lokalnih skupnostih in moram reči, da si občinski sveti in pa župani prizadevamo, da bi nekako standard, ki ga občina mora zagotavljati, tukaj živečim ljudem ponudili prav vsem. Zato imamo tudi nekatere skupna podjetja in mislim, da je danes celo eno nagrajeno. S ponosom gledamo, kar dosegate vsako leto. Seveda bi župani raje govorili o drugih stvareh in ne samo o projektih, ki nas vedno znova obremenjujejo in moram reči, da je včasih to boj z mlini na veter, ker Evropa pa država ni vedno prijazna do nas, ko seveda hočemo ljudem
zagotavljati solidno infrastrukturo in pa socialno varstvo in zdravstvo in podobno. Pa vendar, iz županovega govora pač je razbrati, da vi uspevate v marsičem, ko okoliške občine tudi ne. Mogoče je to tudi vaša veličina pomembna, majhni pač ne moramo na vse razpise se prijavljati, kot se lahko Radlje ob Dravi, ampak to, kar počnete s tistim, kar pridobite, je izredno dosti in moram reči, da včasih se sprašujem, ali je Alan čarovnik ali mu še kdo kje kaj pomaga, ne? Ampak vendarle, veselimo se vseh vaših uspehov, tako kot tudi uspehov v drugih občinah. Jaz vam želim ob tem prazniku, da bi praznovali tako, kot vam je izrazil želje župan. Dovolj razlogov je za lepo praznovanje, bogato praznovanje. Seveda vam želim vsem, da se ob tem prazniku v imenu vseh občin lepo zabavate. Seveda iskrene čestitke pa tudi vsem, ki danes dobijo ta priznanja. Sigurno sem, da ste si jih tudi zaslužili. Mnogi od vas delate tudi v naših občinah in vem, da delate dobro in pošteno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Srečko Geč. Spoštovani, predlagam, da si v nadaljevanju, da strnemo misli, privoščimo nekaj glasbe domačih glasbenikov glasbene šole Radlje ob Dravi, ki zmeraj dodajo odlično noto. Nocoj sta z nami Valentin Štante in Marko Zaletel. Prosim.
Hvala lepa. Če se zdaj niso misli usedle, so se. Spoštovani, zdaj je čas, da podelimo občinska odličja. V zahvalo tistim, ki so s svojim delom prispevali k napredku, promociji in prepoznavnosti ter razvoju mesta Radlje ob Dravi, vsak na svojem področju. Občinska odličja naj jim bodo simbolna zahvala za njihova dejanja in dosežke. Priznanja bo podeljeval župan magister Alan Bukovnik in direktorica občinske uprave gospa Marjana Švajger. Prosim. Plaketo občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejme ansambel Stil 5 za 30-letno uspešno delovanje. Ansambel Stil 5 prejme plaketo za svoje dolgoletno uspešno delo, saj deluje že od leta 1989. Ansambel je bil nemalokrat sponzor na raznih zaključkih in prireditvah lokalnega pomena, kot denimo izvedba pustovanja osnovne šole in vrtca, Hmeljarski likov in podobno. Udeležujejo pa se tudi igranja in animacij v domu za starejše občane na Hmelini, ter so bili soorganizator domačih zvokov Radia Radlje. Potrebno je izpostaviti tudi njihovo dobrodelno noto, saj se udeležujejo številnih dobrodelnih koncertov. Člani ansambla so tudi avtorji pesmi Med pohorjem in kozjakom, ki promovira Radlje ob Dravi z njenim okolišem. S to skladbo so nastopili tudi na tekmovanju oziroma ocenjevanju kraja Radlje ob Dravi na Entente Floralu v letu 2014. Ansambel Stil 5, iskrene čestitke. Plaketo občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejme javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. za 60-letno uspešno delovanje. Nagrado bo prevzel direktor magister Gregor Ficko. Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi je bilo ustanovljeno leta 1959. Podjetje nudi več kot 16 tisoč uporabnikom storitve javne gospodarske službe s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki, pogrebne in pokopališke dejavnosti, stanovanjskega upravljanja in drugih. Glavna skrb podjetja je, da bi postal pozitiven odnos do bivalnega in naravnega okolja normalen del naše kulture. Glavna vizija delovanja podjetja je doseganje najvišjih standardov na področju zagotavljanja čistega in zdravega bivalnega ter naravnega okolja prebivalcem 5 koroških občin, katerim zagotavlja izvajanje javnih gospodarskih služb v skladu z veljavno zakonodajo ter splošnim zadovoljstvom prebivalcev in tudi zaposlenih delavcev. Iskrene čestitke. Plaketo občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejme gospod Konrad Klemenc za dolgoletno delovanje na številnih področjih v občini Radlje ob Dravi.
Konrad Klemenc je bil dolga leta samostojni podjetnik in je s svojim delom veliko doprinesel k delovanju podjetništva v našem okolju. Leta 2003 se je včlanil v društvo upokojencev in v naslednjem letu postal predsednik društva. To funkcijo je opravljal vse do julija 2017, sedaj pa je podpredsednik društva upokojencev. V vsem tem času je pripomogel k temu, da je društvo uspešno, saj je uvedel številne novosti. Uspešno sodeluje pri reševanju stanovanjske problematike, sodeluje pri organiziranju letovanj in izletov za upokojence ter raznoraznih športnih, kulturnih in drugih prireditvah na nivoju občine. Konrad Klemenc je zaslužen tudi za ureditev ter obnovo prostorov društva in je bil eden od pobudnikov za izvajanje dejavnosti Prost sofer. Čestitke. Plaketo občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejme gospod Marjan Klančič za 40-letno delovanje v športnem društvu Radlje ob Dravi. Marjan Klančič je že od leta 1978 član športnega društva Radlje ob Dravi. V 40 letih delovanja v društvu je opravljal različne funkcije, od trenerja, pomočnika trenerja, ekonoma, hišnika, vzdrževalca športnih površin in podobno. Kot športni delavec je v vseh teh letih delovanja pripomogel k temu, da imamo v občini Radlje ob Dravi uspešne športnice in športnike. S tem dokazuje, da se s trdim in strokovnim delom, kljub majhnosti, lahko dosega tudi velike uspehe. Čestitke. Plaketo občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejmejo sestre Salezijanke, redovna skupnost hčere Marije Pomočnice v Radljah ob Dravi ob 30-letnici delovanja. Trideset navzočnosti in dela rodovne skupnosti hčera Marije Pomočnice je zaznamovalo tako cerkev svetega Mihaela kot tudi vse krajane in zarisalo pečat dobrega v območje njihovega delovanja, ki je široko, vidno ter vredno priznanja. V teh 30 letih se je izmenjalo okoli 20 sester. Trenutno jih je 5, ki s svojim delom in dobroto združujejo vernike. To so sestra Marta Zadravec, sestra Viktorija Nemec, sestra Anica Žagar, sestra Auzilija Simončič in sestra Brigita Zelič kot predstojnica. Sestre Salezijanke skrbijo za cerkev, njen videz ter delovanje, skrbijo ter delajo z mladimi, sodelujejo z inštitucijami v kraju, kot so Osnovna šola Radlje, Društvo Karitas, Cerkveni pastoralni svet in pevski zbori. Predvsem pa so bile v vsem tem obdobju vzor ponižnosti, pravega odnosa do ljudi, ter so s svojo širokosrčnostjo in globokim verskim znanjem vzgled vsem nam. Iskrene čestitke. Tako pa smo pri nagradi.
Nagrado občine Radlje ob Dravi za leto 2019 prejme gospod Boris Gašper za dolgoletno delovanje v krajevni skupnosti Remšnik. Čestitke. Boris Gašper je bil dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Remšnik in sicer od leta 2002 do leta 2018. Vsa ta leta si je prizadeval za razvoj kraja, skrbel za dobro delovanje krajevnih društev in složno sodelovanje v kraju. Pomagal je pri uresničevanju številnih občinskih projektov ter poskrbel, da v pozabo niso potonili tradicionalni krajevni prazniki. Prizadeval si je za obstoj osnovne šole na Remšniku, kot tudi za obnovo te. V času njegovega predsedovanja pa se je na Remšniku zopet odprl vrtec. Z njegovo pomočjo je občina veliko lažje uresničila projekt vodooskrbe na Remšniku. Boris Gašper je vedno strmel za boljši jutri vseh krajanov na Remšniku in tudi vseh ljudi, ki so naš kraj obiskali. Iskrene čestitke seveda vsem dobitnikom priznanj, vsem nagrajencem. Hvala lepa, lahko sedete. In še enkrat aplavz. Vendarle pa k besedi zahvale vabim nagrajenca, gospoda Borisa Gašperja, ki bo nocoj tukaj spregovoril kot prejemnik najvišje nagrade v imenu vseh dobitnikov občinskih priznanj. Prosim. Dober večer, dober dan vsem prisotnim. Že velikokrat sem bil prisoten na slavnostnih sejah občine Radlje ob Dravi, vendar nikoli v takšni častni in, bi rekel, pomembni vlogi. Vsem, ki so do sedaj prejemali nagrade, priznanja, sem bil z iskreno zadovoljstvom in stisnil roko in čestital za vse doseženo, za vse, kar so storili dobrega v kraju in širše. Tako je tudi letošnje leto, ko moram vsem dobitnikom priznanj čestitati in se tudi v svojem imenu zahvaliti, da smo prejeli ta priznanja. Hvala vsem, ki ste nas predlagali za ta priznanja in nagrade. Osebno bi se zahvalil krajevni skupnosti Remšnik in pa občini Radlje ob Dravi. Vsa ta leta vsi smo nekako vpeti v družbeno življenje, kulturno, politično, prosvetno in vemo, da je treba marsikak dan, čas posvetiti temu, se marsičemu odreči. Zato je potrebna sigurno tudi neka podpora od drugod, v mojem primeru družini, in bi se v tem primeru zahvalil za svojo podporo, katero sem imel vsa ta leta, ko sem izvajal in upravljal to funkcijo, katera mi je bila v čast, veselje in ponos. Veliko smo storili, govorimo o svojem imenu, v krajevni skupnosti Remšnik, seveda z pomočjo občine, z pomočjo župana in z pomočjo svetnikov v vseh teh 4 mandatih, katerih sem bil kot predsedujoči. Veliko mi je pomenilo to sodelovanje, vsa ta druženja, vsa ta nova spoznanja in pa izkušnje, katere lahko sedaj tudi v življenju nekako prenašam in jih lahko vnašam v svoje življenje. Vsi, ki smo prejeli ta priznanja in nagrado, mislim, da smo in upam, da smo si jo zaslužili. Še posebej sem vesel, da nekdo po nekih letih, ko si bil vpet v družbeno in politično življenje, to tudi spozna in ti z takšno gesto, kot je nocojšnja, da
prav in da veš, da si delal prav. Vsekakor nekaterim je to spodbuda za naprej. Jaz osebno sem se nekako zaenkrat odločil, da ne bom več aktivno deloval v politiki, ampak da bom še zmeraj pomagal v krajevni skupnosti kot takšni, pomagal naslednjim predsednikom, naslednji svetu in v veselje in čast mi je, da tudi moj naslednik tako lepo deluje naprej. Vem, da tudi vi delate tako, kot veste, da je najbolje in najlepše potrebno in zato iskrena hvala in pa spodbudo za nadaljne delo tudi naprej. Iskrene čestitke občini Radlje ob Dravi. Lepo naj se praznuje v teh dneh. Veliko je bilo doseženega, veliko še bo narejenega, tako da sem vesel, da lahko sem bil kanček oziroma smo tudi mi del tega mozaika in lahko prispevamo k razvoju naše lepe občine. Hvala lepa za vse in pa lep večer še naprej. Hvala lepa, gospod Gašper, iskrene čestitke, seveda še enkrat sem dobitnik občinskih odličij občine Radlje ob Dravi za leto 2019. Zdaj si bomo vzeli nekaj časa za glasbo, ki jo iz srca z nami vsemi seveda vedno deli ansambel Stil 5. To so prejemniki plakete za uspešno glasbeno delovanje. Mi se veselimo, vi ste pa rajd. Spet prijatelji smo se zbrali, v roko segli si srčno, iz srca z očmi dejali, da se radi zbiramo. Daj nam ljubi Bog živeti, čim bolj dolgo v novi čas, da bi mogli vse izpeti, kar v srcu druži nas. Zdaj pa, bratci, napolnimo kupice si do vrha, ženam našim zahvalimo se za vse iz nas srca. Mi pa zvesti ostanimo, pesmi drug do drugega, da ob letu se dobimo, spet srca veselega. Da ob letu se dobimo, spet srca veselega. Hvala lepa. Vse, kar ste zapeli, se bo zgodilo takoj, ko uradno zaključim tole svečano sejo občine Radlje ob Dravi. Predvsem pa ne pozabite dela zahvalice ženam. Spoštovani, v času tega dogodka, kot ste opazili, nas spremlja tudi mednarodna razstava z naslovom Triple Wood. Ob 30-letnici Pro Silva Europa s primeri kvalitetne lesene gradnje v alpski makroregiji z naslovom Gozdovi za prihodnost, od znanosti za ljudi oziroma do ljudi. Razstavo je pripravil Lesarski grozd. Projekt pa sicer poteka v enaki zasnovi razstave ter seminarjev v 7 sodelujočih državah, v Nemčiji, Avstriji, Švici, Franciji, Lichtensteinu ter Italiji. Z današnjo slavnostno sejo, ki jo zares uradno končujemo, se pričenja festival hmelja. Zato vas to nedeljo vabimo na tradicionalni hmeljarski likov, od poldneva naprej vabljeni v mesto Radlje. Ob koncu samo še zahvala občinskim nagrajencem ter glasbenikom, vsekakor pa tudi čestitke mestu Radlje ob občinskem prazniku. Zdaj samo še povabljeni k druženju in hvala lepa za vašo pozornost. Srečno!